Ali menite, da bi morali tujci imeti enake pravice kot domačini? Ko greš ti ven, verjetno v drugo državo isto zahtevaš, da bi te tretirali kot te doma, ne? Tako da ja in ne. Težko, ampak recimo, da ja ne. Torej, zopet izhajam iz, mogoče bo kdo rekel, tradicionalnega pogleda. Verjamem, da ljudje, katerih generacije so živeli v Sloveniji in so Slovenijo naredile to, kar danes je, zgradili šole, ceste, imajo seveda več pravic ali pa prednostno pravico do uporabe tega. Nikakor ne. Domačini smo domačini, tujci so tujci. To je bilo in bo. Ja, seveda pravice iz dela in te, ki seveda sodijo ta socialni del, prav gotovo, sicer pa kot državljanskih pravic pa ne. Ko uredijo svoj status, potem seveda ne moremo imeti v isti državi ljudi, ki imajo ene pravice, drugih pa nimajo. Dokler pa status ni urejen, je pa prirodno, da jih ne morejo imeti. Deloma ja, deloma pa seveda ne. Kar zadeva človekove pravice in temeljne svoboščine, gre za univerzalne pravice in pripadajo vsakemu človeku, posamezniku, ne glede na to, odkot je in ali je tujec ali domačin. Tudi kar zadeva recimo volilne pravice, je že uveljavljen standard v Evropi, da tujci, ki se stalno naselijo v neki državi, imajo recimo tudi volilno pravico v lokalnih skupnostih, kjer živijo, kjer tudi soodločajo o tem, kako poteka to lokalno življenje. Drugo pa je seveda, da pa določene pravice, ki grejo državljanom, pa pač tujcem enostavno ne gredo in ne morejo iti. Poglejte, jaz pravzaprav bi na to vprašanje govoril tako, da človekove pravice moramo spoštovati. In vsak človek kot individu ima svojo pravico in tudi obravnava posamezne širše družbene skupnosti, v tej širši družbeni skupnosti posameznika mora pravzaprav biti do vseh enaka. Me bi pa zelo bolelo, da bi nekdo, ki je prišel k nam, imel večje pravice kot domačini. Tujci bi morali biti v državi sprejeti odprtih rok, odprtega pogleda, seveda pa razumem, da neki predpisi, ki veljajo za svet, pač je potrebno jih upoštevati, ampak v luči tega, da je vse tisto, kar prihaja od zunaj nevarno, da lahko ogroža, tudi v luči tistih interpretacij, ki so se zgodile in rodile po 11. septembru, v tej luči imam občutek, da se svet vse bolj strukturira na zaželjene in nezaželjene in to mi ni všeč. Po določenem času, da. No, seveda, človekove pravice seveda, vendar so določene pravice, ki jih v vsaki državi na tej naši zemeljski obli, ki jih koristijo domačini, pa so nekako manj dosegljive za tujce. To se tudi seveda nam dogaja, ko prihajamo v druge države. Glejte, obstajajo tujci z državljanstvom, tujci brez državljanstva, legalni prebežniki, ilegalni prebežniki, tako da tukaj se tudi modificira kvota pravic, ki se aplicira na določeno vrsto. Tako da verjetno, da bi bilo treba to bolj diferencirati, potem o posamezni grupi se pogovarjati.